Dober dan. Dober dan. Ciper in vpliv krize finančne na Cipru na prosperiteto v podalpskem svetu je tema današnjega najinega pogovora. Ti si bil kdaj na Cipru? Ne. A veš, kako so zakaj je Cipr pomemben za jugoslovansko-vatikanske odnose? Veš, kaj se je zgodilo? Bilo je tako. Tovariš Tito je šel v Vatikan. Vatikan je imel obveščevalne podatke, da bo Turčija naredila invazijo na Cipr. Čakaj, je to bilo? V 70-ih letih. 72 se mi zdi. In tovariš Tito je bil 14 dni pred turško invazijo na Cipr seznanjen z to namero. In na tem se je potem gradilo medsebojno zaupanje med Svetim sedežem in Beogradom. Ampak to nima veze z današnjimi težavami, s katerimi se sooča Cipr. A si prepričan, da nima? Zdaj si mi dal cel kup novih idej. Razčlen. Poglej, od takrat naprej, od 72. leta, oziroma od takrat, ko je Turčija okupirala Cipra, Ja. od takrat naprej je dobil poseben status, saj ta grški del, zavezal se je, itak je zavezan bil pravoslavju, in s tem naredil neko naravno, kulturno in religijsko zavezništvo z Rusijo. In od vseh mal je to offshore cona za Ruske posle. Za ruske posle, ki jih seveda Rusi sami označujejo za čiste. Zdaj, če smo še Tita zraven pridejal in pa v bistvu pač razmišljajoč o naši osamosvojitvi, ki je potekala na politični ravni, na kapitalski in lobijski povprašanje, če je, sem dejansko dobil cel kup novih idej. Dobro, ampak tukaj je zdaj še tretji dejavnik, to je Evropska unija in njena pravila, ki so, kot kaže... In pravila evroobmočja in čredni nagoni, ki se v tem prostoru dogajajo, in obrestne mere, ki poskakujejo, in Washington Post, hvala. Ki poskakujejo, in neki liki iz evropskih finančnih inštitucij, ki škodujejo slovenski finančni sliki. Nekaj se je dejansko zdaj zgodilo, kar je nekdanji guverner Arhar ocenil kot spodrsljaja, ko je eden od teh bančnih dejavnikov nakazal možnost, da bi se nekatere države, Malta, Slovenija in tako naprej znašli v podobnem položaju kot Cipr. In kot prvi in kot drugi dejavnik pa to, da so v Evropski uniji, spet citiram Arhar, je začela razmišljati o tem, da bi pač obdavčali oziroma vključili v reševanje propadlega bančnega sistema tudi ljudi, ki varčujejo do vsote 100.000 evrov, ker pa je zaveza evropskega bančnega sistema kot skupnega sistema regulative na bančnem področju, da države jamčijo za vloge do 100.000 evrov, pomeni, da so v bistvu plunile v lastno skledo, ker je celotna Evropska unija šla v vprašanje, nič, kar se dogovorimo, ne drži, beseda ne velja. To se pravi, če bomo v težavah, bodo naenkrat pozabili na vse zaveze. Kaj se zdaj dogaja, kako se dogaja. In se mi zdi, tukaj so pri Sloveniji. Pri Sloveniji je ta trenutek ključno zaupanje, dana beseda in pa akcija. Torej, če rečemo, da bomo nekaj naredili, zakaj stopiti sljamo na mestu? Kaj se dogaja? Ja, je tako, pač da novo vlado imamo novega finančnega ministra, imamo finančno ministrstvo, ki niti še nima državnih sekretarjev, imamo zoprna poročila mednarodnih, zlasti finančnih publikacij, ki zelo pogledajo in hkrati pritiskajo tudi na dopisnike iz Slovenije, kaj se nam dogaja. In imamo pričakovanje o zavezah, ki jih bo tale vlada, ta vladajoča koalicija dala tudi mednarodni finančni javnosti. A namerava Slovenija nadaljevati nekaj reform, ki jih je začela Janševa vlada, ali ne?
Dejva nekaj razčistiti pred javnostjo, če že drugi tega ne počnejo. Ne. Naliva čistega vina, ne? Ali bomo nadaljevali reforme, a imamo sploh drugo izbiro, nadaljevati jih je treba, čist preprosto. Ne? In to niso bile reforme Janševe vlade, ampak so bile reforme, kakršno je pač Slovenija sklenila v dogovoru z Evropsko unijo in je Evropska unija dala kot recept. Zelo enostavno. Tukaj ni ne Janše, ne Pahorja, ne Bratuškove, to je zaveza Slovenije in tukaj treba skupaj stopati in pač preprosto speljati. Mi, čeprav razumem, imamo veljaven nov zakon o banki ali bančništvu ali karkoli že, ne, ki predvideva slabo banko in tako naprej. Ne. Se pravi, to je treba enostavno narediti, pa speljati, ne čarati pa izmišljati nove modele. Čas teče, tik-taka, meseci so usodni lahko, ne. Ampak? Preprosto je treba narediti, ne. Ampak kaj? Ne, mislim, zdaj tako, ne, da tisto, kar je mene, bom pa jaz tebi idejo ukradel, ne. No, daj. Ja. Tisto, kar je problem, je, da ko ti peleš reforme, ne, pač pelji reforme, ne pa zraven podtikati še neke usporedne agende, ki je pa politična. Točno. In zato je, no evo, to je glavni problem Slovenije, natanko to, da smo imeli politično elito, ne uporabljajmo imen, ki smo se jih že najedli, ne, ampak recimo politično elito, ki je na fasado dala nalepko Evropske unije, pod njo je skrila pa v bistvu svoj ideološko, kapitalski in umazan politični program in se šla potem male rošade na šahovskih figur, šla se je nek revanšizem, šla se je ne vem kaj. Ne. In bilo bi zelo narobe seveda, če bi ta vlada zdaj isto počela. Ne. Ja. Zaradi tega, ker preprosto, če je kdaj bil čas slogaštva v Sloveniji in v zgodovini je bil, je zdaj preprosto nastopil spet čas, ko morajo ne glede na pač opozicijo, levo, desno, zgoraj, spodaj, stopiti skupaj in preprosto iz te države nekaj narediti. Mislim, zdaj pa že vsakemu človeku jasno, da tole se nam zdaj vleče že 5 let, zadeve postajajo kritične. Mislim, tukaj so pravzaprav že ogrožene naše življenje oziroma normalne eksistence, normalno funkcioniranje družbe, države in normalen trgovski tok, ne. Zdaj to naricanje, da po celem svetu je kriza, ne drži, se ni res posod po svetu kriza in konec koncev ni treba, da je tako globoka kriza in tudi, ne vem, meni bi se zdelo zdaj zelo produktivno, da bi vsi ljudje, ki imajo neko znanje, vsi strokovnjaki, ekonomske in vsakršne stroke, ki bi lahko kakorkoli pripomogla, da bi enostavno se oglasili, dvignili glasove. Civilna družba bi morala pač se začeti oglašati, recimo na način, kot se midva zdaj oglašava, s preprostimi pozivi, dajmo karte na mizo, dajmo eno, ne vem, zavezmo se nekaj pošteno. Karte na mizo, ampak nič v rokavu. Ne, nič v rokavu, vse karte direktno na mizo, naredimo, rešimo državo, potem se bomo naprej lahko tepli, ne. Treba je položiti orožje, eden proti drugemu. Pokaž, kaj imaš? Uro. V rokavu, kaj imaš? V rokavu imam pa srajco, ne. A veš, treba je preprosto pozvati deležnike tega procesa, ne, vse, ne. Veš, mislim, to da imaš, da blefiraš s kartami, ne, pa da jih imaš še v rokavu, ne. Ja. Veš, tisto, kar se jaz bojim, je to, da je to svetovni proces, ne, da imaš vedno nekaj v rokavu, ne. Naomi Klein, ne, ko je pisala doktrino šoka, ne, ja, je povedala, tamle imamo orkan, imamo katastrofo, Ben ne pride rešvat, pa če pride rešvat, pa pride rešvat zaradi tega, ker ima v resnici neko svojo drugo agendo. Ne. Ja. Pride tsunami, ne, pomoč bolj tako, mednarodna skupnost, dobro, bomo nekaj naredili, ne, pa v resnici agenda je v tem, da na prelepih območjih Šrilanke, ki jih je poraziral tsunami, rečeš, superca, ne, bomo pa zdaj tole še malo zabetonirali, pa bomo naredili hotelske komplekse, ki se jih prej ni dal narediti zaradi tega, ker je lokalna skupnost nasprotovala. Ne. In pač, verjetno treba reči, ne, prišla je zoprna ura, ampak je ne bomo zlorabljali za to, da bi svoje male privat agende uveljavljali na račun dejstva, da se deželi slabo godi. Še več, treba je jasno povedati, da ne bomo pustili, da se to zgodi, da tudi ne bomo pustili, da bi kdorkoli zlorabil, da bomo pazljivi, a ne? Ker ravno, a veš, o tem smo zdaj 1 leto govorili in kaj se je zgodilo, nič se za to ni zgodilo, ne?
Pa vsi vemo, kaj je za narediti. Potem se je pa zgodil Ciper, ki je pa v bistvu nam nastavil ogledalo. Na Cipru so tudi ljudje naricali, so preprosto, sej bo, so govorili, sej se bo, sej smo tako majhni, sej smo ne vem kaj vse. Na koncu se je zgodilo to, da so najprej od Evrope zahtevali, naj nekaj naredi, pa so pa rekli, zaprosite za pomoč, poznate pravila, potem so pa zaprosili za pomoč. Potem se je pa zgodilo to, da so se pravila uveljavljali in je bilo pa vse narobe. Potem so pa v bistvu zapustili model evropske solidarnosti, so šli v Rusijo, Rusi so se pa popraskali, pa so preprosto rekli, tlele pred Ciprom imate pa zelo lepa nahajališča nafte. In potem so se nazaj obrnili spet na Evropo in preprosto bodo zdaj morali to stvar speljati. Kar je pa Evropa dejansko naredila nenačelno, je pa to, da je hotela, oziroma da ona sploh ni hotela, to je bil predlog samega Cipra, to je paradoks, ampak je molčala, pa malo je stran pogledala, pa rekla, no ja, če vi tako hočete, kot češ, naj ljudje do 100.000 evrov pa participirajo pri reševanju. Medtem, seveda to bi šlo v korist teh pač velikih vlog in vsi vemo, kako je Cipr svojo ekonomijo gradil. Točno na tem efektu offshore cone, v katerem so bili Rusi najmočnejši deležniki, celo nekaj Slovencev menda. Nekaj jih je bilo, ja. Nekaj jih je bilo, In zdaj, prvi refleks bi bilo, rešimo tem ljudem vloge, zato ker so oni jamstvo našega blagostanja. Ja, super. Na tem je Slovenija zdaj slovni. Kaj pa je jamstvo našega blagostanja bilo do zdaj? Napihnen balon, prazna enota iluzij. In s to realnostjo se moramo mi zdaj soočiti. In zato dejansko, dajmo realnosti pogledati v oči, pa ukrepajmo, Ker Evropsko unijo jaz zdaj ne bi razglašal za sovražnika. Ker nam ni treba zaprositi za nikakršno pomoč. In imamo tudi vso orodja suverenosti in lastne pameti, da tudi preprečujemo tem vojnim dobičkarjem, da vskočijo v igro in si podvojijo, potrojijo ali pa pomnožijo svoj plen, dobiček. Tega jim ne rabimo dovolj. Absolutno pa ne rabimo zdaj negovati nekega sentimenta do nove vlade in jih prizanašati. Naj vendar začne delati, zato je pa tukaj. Če ne, pa ne razglasi volitve. Dober, jaz sem prepričan, da sva s temle nastopom pomirila finančne trge, investitorje in da ne bodo računali na tako visoke pribitke, kot so se uveljavljali v zadnjem. S finančnimi trgi je tako, kot z vsako drugo stvarjo. Če bo država pokazala suverenost, odločenost in predvsem prave korake, bojo finančni trgi čez noč pomirjeni. Takoj bodo obrestne cene padle. To je ena najbolj kapricioznih zadev, so finančni trgi. Pravijo, da je plaha žival, pa da mora verjeti na besedo. Kdo komu zdaj mora verjeti na besedo? Se so finančni trgi sami v bistvu poosebljena laž. Vsi vemo, da je v bistvu po Lehman Brothers prišlo kriza v svet čez laž, ne čez resnico. Naj mi ne govorijo o neki dani besedi pa v resnici. Se je njihova beseda prva tista, ki je zlorabljala. Ampak mi smo v poziciji, ko rešujemo svoje življenje in svojo državo. O tem se moramo pogovarjati, ko bomo mi vedeli, kaj s to državo hočemo. Ko bomo mi vedeli, kaj dana beseda je mimo denarja, čeprav je denar najbolj poštena stvar, da se razumemo. Ampak ko bomo mi vedeli, kaj hočemo, bodo te psi finančnih trgov tudi nehali lajati, bojo pomirjeni. Te živali, ki se splašijo takoj, kot rečejo, denar je plaha žival, pa se hitro splaši, takoj se bo umirila. Samo da bomo mi imeli zelo jasen načrt, kaj sploh hočemo. Ker mi ta trenutek kažemo znake popolne dezorientacije, znake nekega strahu in znake popolnega nezaupanja. To pa so splošni problemi našega družbenega vsakdana, ki smo uspeli v 20 letih to družbo pripeljati praktično do točke popolne nesuverenosti. Suverenost je ravno v tem, da obvladuješ položaj, kljub temu, da je težko obvladljiv, da se trudiš, da ga obvladuješ. Ko bodo mednarodni finančni trgi videli, da imamo mi realno namero stvar obvladati, bodo to takoj priznali. Dobar je. Nasvidenje.